Kot ste lahko danes ne nazadnje tudi že videli, je bila ena tekma v Domžalah že odigrana. Radomlje Olimpija po preobratu 1-2. Zmaga Ljubljančanov po zadetkih Mitrovskega in Marina. Martinčič je že v prvi minuti. Mlinar je popeljal v vodstvo z 1-0. Radomljani so potem v zaključku prvega polčasa ostali z 10-terico in Olimpija je na koncu prišla do svoje 12. zmage in je zdaj pri 42 točkah. Le eno za Mariborom. Takole toplo sta se pozdravila Darjan Slavic in Feđa Dudič. Enkrat sta že stala iz oči v oči kot trenerja drug proti drugemu. To je bilo v Murski Soboti v zaključku lanskega novembra, ko je Maribor zmagal s golom. Žogo v takšnih trenutkih tu Rudija vrača Proleti. Proleta znova med strelci v prejšnjem krogu. Zelo pomemben gol za potrditev zmage proti Primorju. Tule ima Kurtovič priložnost. Mislim, da je bil tudi v prepovedanem položaju. Morajo skoraj 70 tekem tudi v drugi ligi. Tule zdaj strelo daleč in Maribor vodi. Maribor vodi z 1-0. 21. minuta. Strelec Bumbič. Čedomir Bumbič, avstrijski državljan, svojim prvim zadetkom v mariborski majici sploh. In ob izteku 21. minute je Maribor zadev, če se malce pošalim, ob svojem prvem pogledu na Murina vrata. Tule je Čedomir Bumbič. Kratka podaja po prostem strelu. Tule bomo zdaj tole videli Jana Repasa. Na to pa Bumbič tik ob desni vratnici gola Neca Dermastje. Ja, tule se je zgodilo ravno to, na kar sem opozarjal. Žoga je še pridobila na hitrosti ob stiku s površino. In na koncu je bil Dermastja prekratek. Potrpežljivo so čakali na svojo prvo priložnost in strelom z razdalje tudi prišli do vodstva. Tole je zdaj priložnost za Repasa. Repas 2-0 vodi Maribor. 2-0, 24. minuta. Kako na hitro so zdaj vijoličasti res z blitzkriegom prišli do dveh zadetkov in do konkretne prednosti. Znova je bil prekratek Nec Dermastja. Jan Repas pa tisti, ki je strelom, diagonalnim strelom v oddaljenejši vratarjev kot meril dovolj natančno. Videli ste njegov tretji gol. Tudi 7 podaj že ima. Tole je ta akcija, ki je krenila po desni strani. Seri je bil v vlogi podajalca. Repas pa je tule enostavno izkoristil prostor, ki se mu je ponudil. Celo med nogama je tule poslal žogo Proleti. Podaja proti Teteju. Pa še ena priložnost za Maribor. 3-0 zadeve zdaj tudi Ođo. 30. minuta. Še i Ođo. 3-0 v Ljudskem vrtu. Ponovno je klonil Nec Dermastja. Zanimivo bo videti posnetek tele mariborske akcije. Niso bili posebej odločni tule zdaj Muraši. Ođo pa se veseli, kot vidite, svojega tretjega zadetka. Razpoložen je tudi on, predvsem v tem spomladanskem delu sezone. Darjan Slavic seveda ne more biti zadovoljen s tem, kar se v zadnjih minutah dogaja v njegovi ekipi. Samo 9 minut je potreboval Maribor, da je zabil 3 zadetke. Tule je Repas odložil Ođu. Ta pa je strelom v bližnji vratarjev kot elegantno zadev. In vprašanje, kaj lahko na tekmi, kot je današnja, še stori Mura ob tako razpoloženih vijoličastih, ko gre za realizacijo. Luke Krajnca, Čipamba. 1-1 ponovno z Bobnom. Kouter prihaja v pomoč. Čipamba, krasna podaja, Sudani in izjemna obramba zdaj tudi Dermastje. Časa jasno, da bo po Olimpiji v tem 26. krogu tudi Maribor osvojil vse 3 točke. Pejčič
Žiga Repas, postrel Čipombe iz obrata. Še enkrat na pravem mestu Dermastja. Še do ene spremembe bo prišlo v centralni zvezni vrsti. Mislim, da ali Pejičič ali Jan Repas. Da kakšne druge možnosti niti ni, glede na igralni položaj. Strelja Pejičič, tudi tokrat na pravem mestu Dermastja. Kapetan Maribora, ki si zagotovo želi svojo mrežo tudi danes ohraniti nedotaknjeno. Kasalo strelja, odlično, Ažbejuk, še nevarno. Na koncu je izbil Jan Repas, oziroma Žiga Repas. To gostila Radomlje, tule so statistični podatki. Verjetno se bova oba strinjala, da je bila ta tekma izgubljena v tistem črnem obdobju med 20. in 35. minuto, kajti prvi začetek prvega polčasa in pa tudi drugi polčas ste izgledali kompaktni. Maribor je imel priložnosti, ampak vendarle v tistem obdobju niste prejeli gola. Kaj pa se je zgodilo v tistem kratkem obdobju prvega polčasa, da danes Ljudski vrt zapuščate s porazom? Da, nažalost, mogu reći da je Maribor iz 3 udarca prvo polovrijeme zabio 3 gola. Prvi gol iz prekida, mislim da nas je to nakon naše dobrog otvaranja malo dotuklo. Nakon toga 2 udarca ulaze totalno, ne znam kako su uopće ušli u gol. Pogubili smo se, nakon toga se teško vratiti. 3-0 je velika razlika protiv bilo koga, ali mislim da smo drugo polovrijeme pokazali karakter. Nismo ga primili, imali smo neke šanse, tako da, nažalost, tih 20 minuta nas je dotuklo prvo polovrijeme. Je potem drugi polčas nekaj, po čemer se lahko zgledujete za nadaljevanje sezone, za borbo za obstanek, ne glede na to, da vas tudi čaka glavnina tekem tudi pred domačimi gledalci, kjer igrate bolje? Pa sigurno. Došli smo u slačionicu, skupili smo glave, rekli smo da nema šanse da primimo više jednoga. Imamo 3 utakmice kod kuće, sada iznimno 3 bitne utakmice. Mislim da tu već možemo napraviti dobar zalog za budućnost, tako da sad je sve na nama. Če se ozreva naprej v naslednji krog še pred reprezentančnim premorom, Radomlje doma zagotovo premagljiv nasprotnik, ki pa je tudi pokazal sploh v tem spomladanskem delu, da se ga ne sme podcenjevati. Slažem se, Radomlje je fantastična ekipa, evo, Radomlje je tu uzelo 1 bod. Ne smijemo ih podcijeniti nimalo, ali znamo da igramo pred našim navijačima, znamo koliko nam ta utakmica znači. To smo sad pokazali protiv Primorja i samo s ozbiljnim pristupom, željom, voljom, borbenosti možemo doći do 3 boda. Borna, najlepša hvala in vso srečo. Glede na zadnji 2 tekmi bi lahko dejala, da se danes vse skupaj vrnilo z obrestmi. Zapravljene priložnosti oziroma realizacija je bila težava, danes se je nekako sprostilo kratko obdobje v prvem polčasu, kjer ste praktično tekmo odločili in jo potem varno pripravili do konca. Je to tisto vodilo, po katerem se Maribor lahko zgleduje in se še vedno bori za naslov prvaka? Ja, zdaj v spomladanskem delu smo res v formi, ne glede na te 2 tekmi, ki smo igrali neodločeno. Mislim, da je danes tudi prišla do izraza kvaliteta, kako v eni potezi lahko obrnemo tekmo in v bistvu skozi nadaljujemo na isti način. In danes se nam je to obrastovalo, tako kot sem pa rekel na tiskovni že pred tekmo. Lačni smo zmag in gremo v petek v Kidričevo po 3 pike. Vem, da si prvi gol spremljal v sklopi, ampak te moram vseeno vprašati, je to nekaj, kar poizkušate tudi na treningu, kaj ti videti je bilo kar uigrano? Kjer je bil že prvi gol? Bumbičev iz prostega strela. Bumbičev. Po treningu vstajamo igravci in pol vadimo določene stvari, Bumba ima top shoot, tako da ja, tudi to vadimo. Zdaj, če se ozreva malce še v nadaljevanje, jutri je derbi Celje-Koper, ki je tudi za vas pomemben. Misli že kaj ohajajo temu, da ste se praktično s tem dobrim spomladanskim delom, kot ste omenili, vrnili v ta boj za naslov prvaka? Ja, če sem čisto iskren, na lestvico ne gledamo. Tako da z današnjo tekmo je bilo to 10 tekem do konca sezone, zdaj še 9 tekem. Naš cilj je 9 zmag in na koncu bo lestvica pokazala, kje bomo. V naslednjem krogu Aluminij v Kidričem, tudi zahteven nasprotnik, ampak s tem pristopom, ki ga kaže Maribor in z današnjo realizacijo, se verjetno ne bojite dobrega rezultata. Ja, Kidričevo, Aluminij neugodni. Zadnja tekma tu smo, pred pauzo smo izgubili, tako da jih spoštujemo, hkrati pa se zavedamo svojih kvalitet in najbolj pomembno bo, da bomo z glavo pri stvari in se nadejamo 3 pik. Najlepša hvala, Žiga, in vso srečo. Darjan, prvih 20 minut prvega polčasa ste bili enakovreden tekmec,
bom dejal, da eni in drugi ste morda imeli tudi nekaj težav s travnato površino, potem pa 3 hitri goli, ki so obrnili tekmo na glavo, ker ste sami dejali, da boste sami iskali ta prvi gol. Se je bilo potem tudi z psihološkega vidika težko vrniti tu v Ljudskem vrtu? Ja, seveda, prvi. Mislim, ja, strinjam se s tem, da smo šli dobro v tekmo. Tudi oni smo imeli nekaj težav, ampak na koncu, če potegnemo črto, zaslužena zmaga Maribora. Kaj je odločalo? Odločalo je, mislim, da so bili bolj spretni pred samim golom. Bili so dosti enostavnejši, kar smo v bistvu mi želeli biti. Sprejemali boljše odločitve v tistih pomembnih, ključnih pripodajah. In pa mislim, da bi omenil ta prvi dotik. Kljub vsemu, to je bila razlika. Tako da to je neki ključ bil, čeprav na momente ni bilo neke razlike, je pa skozi 90 minut potem bilo na tej normalno njihova individualna kvaliteta. In kaj reči temu, zaslužena zmaga, čestitam Mariboru, mi pa smo že z mislimi na soboto. Če bi nekako razpolovila tekmo prvi in drugi polčas, je drugi polčas, glede na to, da niste prejeli več gola, vsaj neko pozitivno vodilo za naprej? Ja, pomembno je bilo, verjemite mi, ni lahko, ko si v polčasu gubiš 3-0, ekipa ima glavo dol, na koncu se zavedajo, kaj je šlo narobe in moramo reagirati. In pomembno je bilo, da smo zadržali nulo, pomembno je, da se po domače nismo razpadli in da smo odigrali korekten drugi polčas. Absolutno premalo za karkoli, ampak je pa pomembno za naprej, za naslednje tekme in mislim, da jasno je še enkrat cilj, naš obstanek. Sledijo nam tekme, ki so pomembne za nas in danes smo želeli presenetiti, ni nam uspelo, gremo naprej. Omenili ste pomembnost teh naslednjih tekem v zadnji četrtini prvenstva, vas čaka glavnina tekem doma, je lahko tudi ta prednost domačega igrišča na Fazaneriji ključna pri iskanju teh točk za obstanek? Mora biti, absolutno mora biti, imamo zdaj res naslednje 3 tekme so doma, maksimalno izkoristiti, vse narediti, da čim več točk ostane doma, da potem lažja tista končnica prvenstva. Darjan, vso srečo. Najprej čestitke za zmago. Se je danes vrnilo vse z obrestmi, kar ste zapravljali na prejšnjih tekmah, ko niste osvajali 3 točk, danes pa v rasponu parih minut 3 goli in tekma je bila odločena. Pa tako je, ja uvijek kažem, fudbal je negdje pošten. Sve ono što smo promašivali u prošlim utakmicama, mi smo danas faktički iz 3 neke, ma ne mogu ni nazvati 100% prilike, iz poluprilika vodili 3:0 poluvrijeme i onda ok, normalno da je utakmica završena. Ali sad, na primjer, kad vratim utakmicu sa Radomljem, gdje smo odigrali 2:2, mi smo tu utakmicu stvorili puno više prilika, bili po meni bolji u polju, ali tu utakmicu nismo dobili. Danas će svak pitat. Pričaj kako je Maribor bio dobar, kako je bio odličan, pobjedio 3:0. Za mene je ok, jedna sasvim normalna utakmica, čestitam momcima. Naravno, ne mogu uvijek tražiti i nešto više, nekad moraš dobiti utakmice na ovakav način, iako sam potencirao na poluvremenu da je drugo poluvreme 0:0, da želim da probamo i da pobjedimo i drugo poluvreme, ali ok, imali smo 1-2 prilike i u drugom imao i protivnik, počeli smo da stojimo daleko ne u veznoj, nego općenito na terenu, daleko u fazi odbrane i onda sam malo protivnik razmahao. Čestitam Muri, na dobroj utakmici došli su tu da igraju visoko s 2 napadača, izlazili, nisu se samo branili, nisu stajali na svojoj polovini i čestitam im za taj pristup. Nije im se danas vratilo, ali sigurno hoće negdje u drugu utakmicu. V tem spomladanskem delu, ko Maribor zmaga, hkrati tudi ne prejme gola. Je to na nek način povezano, da je vašim branilcem lažje, ko so napadalci razigrani, dosegajo gole in tudi s tem vašim visokim pritiskom pomagajo na ta način? Apsolutno. Ako prva faza odbrane kreće od napada, ako izlazimo gore visoko, onda sigurno da je lakše igrati i defanzivcima, jer onda oni čuvaju napadače na centru i od centra do gola ima puno toga gdje ako pogriješe nekad mogu da stignu. Tako da, evo, zadovoljan sam, još jedna pobjeda bez primljenog gola, tako da, ok, to je to smo želili, to smo najavili, jučer sam rekao na pres konferenciji, malo odmorimo i pripremamo se za ovo zadnje kolo prije reprezentativne pauze. Če pogledamo na lestvico, -4, jutri tekma Celje Koper, za koga bo Feđa Dudić navijal?
Pa ne mogu sad da kažem za koga bi navijao, naravno da volio bi da ostane ova razlika između nas ista, da se uključi tu trokut, da ne kažem samo mi se borimo, nego i Kopar. Kopar sutra kad pobjedi, Kopar igra za sebe, pobjedi, dolazi na -2, dolazi na drugo mjesto. Ja jako cijenim i respektujem ekipu Kopra, tako da evo vidjet ćemo, Celje je promijenilo trenera, kakav će to biti, kažu ono, šok promjena, nekad bude pozitivna, nekad bude negativna, nekad će biti. Tako da okej, mi kažem još jednom gledamo sebe, a evo sutra ćemo onako pogledati malo utakmicu na miru, da bez nekog pritiska šta god da bude, mi gledamo samo sebe i to je to. Gospod Durić, najljepša hvala na susreću. Hvala i vama.